ne vidiš vsak dan dveh blondink s polnim avtom hladovine, v prtljažniku, na zadnjih sedežih in pod nogami. Tako da v tem smislu sigurno privlečeva pozornost. Sva Eva in Ana in sicer izdelujeva tele čudovite mizice in štore. Po izobrazbi sva sicer jezikoslovki, nisva lesarki ali mizarki, ampak od nekdaj sva čutili neko strast do kreative, do vsega lepega, do notranjega dizajna, tako da sva vse to združili v tem delu z lesom. Na začetku sva to delali ob rednem poklicu, potem pa je v bistvu preraslo ta okvir, saj delo ni samo v delavnici. Potrebno je tudi poiskati les, se zapeljati na kakšen drug konec Slovenije, iti na žago, delati na digitalnem marketingu in to zahteva kar celega človeka. Tako da sva se potem na eni točki ugotovili, da če želiva res nekaj iz tega narediti, da se morava odločiti in da se predava samo temu. Tako da zaenkrat jaz opravljam to, je to moja glavna dejavnost in upava, da bova enkrat v prihodnosti obe temu namenile kar večino najnega časa. Kljub temu, da so te meje med moškimi in ženskimi poklici zdaj že kar precej zabrisane, bi pa rekla, da tukaj v teh, ki so bolj fizično težki, kot je recimo obdelovanje lesa, pa so še zmeraj kar vsi presenečeni, kaj dve punci to delata, tako da tukaj je en element presenečenja še vedno in ta wow efekt, ki ljudi navduši in je tudi majčken ta to je en marketinški plus za naju, ki je pa spet bil čisto organsko, ne namenoma, ampak tako je. Zdaj je trenutno tudi zelo popularen les, ki je že bil rabljen za neke druge namene, recimo v stanovanjih. Gre za neko estetiko wabi-sabi, ki pozdravlja popolno nepopolnost in minljivost in se mi zdi, da najini kosi to prav izžarevajo. Za uspeh si štejevajo tudi to, da je v tem času, ko promovirava nekako to reuporabo starega lesa, vse več ljudi vidi v lesu potencial, ki ga mogoče prej niso in bi nek kos samo uporabili za v peč, zdaj pa naj jo pokličejo in rečejo, a veste, da smo podrli eno staro hruško, meni se zdi škoda, da bi jo zavrgli, a bi vedve lahko z tega kaj naredili. In to, mislim, vsak ta kos, ki ga na ta način rešimo in mu damo novo življenje, je za naju res velik plus in na tem delava še naprej. To so neke sentimentalne zgodbe, nostalgija, zgodbe družin, ki mogoče morajo podreti neka drevesa in potem želijo, da to drevo živi naprej in neki spomini. In to se mi zdi ta res še ekstra dodana vrednost, poleg vseh, ki jih kosi nudijo.